V predzadnji oddaji druge sezone Bravo nogomet smo gostili predsednika nogometnega kluba Bravo, Luko Brezovca, ki se je predstavil v poklicni in osebni luči. Potrdil je nadaljevanje začrtane poti in filozofije kluba ter razkril stališče kluba glede morebitnega igranja v prvi slovenski nogometni ligi. Vaš gostitelj bo Srečko Ferlež. Prisrčno pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, in dobrodošli v novi oddaji Bravo nogomet. Tokrat smo naš studio preselili v prostore odvetniške družbe Brezovec. Današnji naš gost pa je predsednik nogometnega kluba Bravo, Luka Brezovec. Našega novega predsednika bomo spoznali ne samo v nogometni, ampak tudi v nekoliko drugačni luči. Luka, prav prisrčno pozdravljeni. Pozdravljen. Za začetek me morda zanima, na kakšen način je sploh možno združiti nogomet in pravo. Morda za laično javnost bi to delovalo, da sta to povsem dva različna pojma, dva različna segmenta, ki nekako ne gresta skupaj. Pri vas je nekako drugače. Ja, jaz mislim, da je že kar zgodovina pokazala, da je veliko pravnikov zelo uspešno delovalo v nogometu. Imamo zdaj zadnji tak najbolj izstopajoč primer Aleksander Čeferin, ki je v bistvu predsednik UEFA, tudi kot pravnik, je tudi predeloval v nogometu kot pravnik, kot predsednik nogometne zveze. Jaz sem bil 2 mandata tudi predsednik športnega društva Pravnik, katerega člani so bili 4 predsedniki nogometnih zvez, kar pomeni Nogometne zveze Slovenije, kar pomeni, da v bistvu je to kar nekako očitno, nekako kar naravno se upada. Morda je to povezano s tem, da je pravo tudi, da se v pravu veliko ukvarjaš s pravili, z regulativo, ki so zelo pomembne tudi v nogometu. Dejstvo je pa tudi, da pravniki se tudi veliko športno udejstvujemo in da je pač nogomet kot šport zelo privlačna pač obstranska dejavnost, a ne, in z tega vidika je pač interes pravnikov po športnem udejstvovanju in tudi po delovanju v nogometu kar neka stalnica in tako se je tudi pri meni nekako me življenjska pot privedla od samega prava do delovanja v nogometu, v bistvu zelo postopoma, ampak že dolgo sem povezan z nogometom. Sedaj smo v tem prazničnem decembrskem času, vi vodite uspešno odvetniško družbo Brezovec, pa me zanima, imate sedaj v decembru kaj več ali kaj manj dela v primerjavi s preostalim delom leta? Jaz mislim, da je dela v decembru še posebej veliko, zato ker je tudi krajši mesec, ker so potem konc decembra so počitnice in so ljudje večinoma odsotni in želijo vse, kar so mislili prej narediti v enem mesecu, narediti pač v 3 tednih. Zaključujejo se tudi določeni letni projekti, tako da, kar se tega tiče, obremenitve niso nič manjše, kvečjemu še večje v decembru. Če pa se osredotočiva na vaš primarni poklic, torej na poklic pravnika, kdaj vas je pravo začelo sploh zanimati oziroma kdaj ste ugotovili, da boste pravnik oziroma odvetnik? Ja, zdaj nekako po končani srednji šoli sem se odločil za enega od teh bolj splošnih fakultet, se pravi ali ekonomske fakultete ali pravne fakultete, ker mi je pač uspeh na srednji šoli dopuščal, da se vpišem pač na pravno fakulteto, sem to tudi storil. Vedno me je drugače tudi nekako pritegnila me tudi ta značilnost prava, da je vedno povezana z nekimi pravili, s poznavanjem sistema, s poznavanjem svoje okolice in sem zato tudi me je ta v bistvu študij tudi posebej pritegnil. Potem sem pa na pravni fakulteti dosti hitro ugotovil, da me te stvari kar zanimajo toliko, da bi bolj poglobljeno želel to delati. Ampak potem, ko sem končal fakulteto, niti nisem šel takoj v pravosodje. Najprej sem bil v gospodarstvu, kjer sem delal v gradbeništvu kot pravnik, kot svetovalec uprave.
in me je zanimala tudi ta povezava oziroma pač rad sem se ukvarjal, se pravi, rad sem povezoval pravo s poslovnim področjem, a ne, da ni striktno samo tisto strogo branje zakona, ampak da to umestiš v neke življenjske situacije, pa poskušaš tako pomagati svojim strankam oziroma ljudem, ki jim svetuješ, da jih dejansko prevedeš tudi do nekega rezultata, ne samo, da gre za v bistvu strogo formalno branje členov, ki ga lahko kdorkoli prebere ali pa si ga interpretira. No in potem sem kot odvetnik, se pravim, nadaljeval kot odvetnik za ta gradbena podjetja po teh stečajih večjih podjetij, tam leta 2010, sem se pa odločil, da bom šel pač svojo pot. Dejansko v samem gradbeništvu ni bilo, v tistem trenutku ni bilo v bistvu možnosti nadaljevati po prejšnji poti in sem pač ustanovil svojo odvetniško pisarno, kjer sem se odločil, da bom zadevo naredil malo širše, da bom pač svetoval tudi na drugih področjih, ker to znanje pač sem imel. Po domač, fanta, ker tam na levo bomo odložili. Pisko je, začel se. Stari, pred bomo tole zmontirali, bo konc tekme. Tukaj bo TV? Tule, ja. Lega zdaj, tu kradu žogo! Gremo! Kaj, bomo prevrtili nazaj? S prenovljeno ponudbo prodajnih storitev zagotavljamo najboljši nakup. Big Bang. Boljša storitev, boljši nakup. Odkar imamo vse energetske rešitve pod eno streho, je vse drugače. Vsi smo brez skrbi, saj je v naš dom prišla dodatna toplina. Oči pravi, da je naša hiša dobila novo srce. Jaz pa vem, da je to v bistvu naša nova toplotna črpalka. Vse rešitve pod eno streho. Petrol. Energija za življenje. Če me želite spoznati, morate potovati z mano. Ja, vem. Vsi ti kompromisi. Kaj vzeti s sabo? Kako priti do letališča? Prtljaga. Udobje. Pa prostor za noge. Te skrbi jaz spuščam doma. Zakaj ne bi vedno izbrali najudobnejše poti? Brez kompromisov. Nomago. Sedaj sva govorila o pravu, kaj pa nogomet? Kdaj ste se zaljubili v to igro oziroma na kakšen način ste povezani z nogometom, preden ste seveda postali v letošnjem letu predsednik nogometnega kluba Bravo? V bistvu moja prva izkušnja oziroma moje prve povezovanje prava z nogometom je bila že na pravni fakulteti, kjer sem igral se pravi futsal za ta mali nogomet za pravno fakulteto v tej ekipi, v tej univerzitetni ligi. Potem, kasneje, po končani fakulteti sem se začel udeleževati aktivnosti športnega društva Pravnik. Tam sem tudi mnoga leta, še zdaj sem v bistvu član. Vmes sem bil, kakor sem rekel, že 2 mandata tudi predsednik, ampak tam recimo sem se seznanil tudi ali pa spoznal z precej ljudmi, ki so delali in še danes delajo tudi na Nogometni zvezi Slovenije. Tudi to so pač pravniki, ki so, ne vem, v raznih disciplinskih organih ali pa licenčnih organih ali pa tako naprej. In smo pač skozi leta postali prijatelji in, ne vem, med drugim je v tem društvu igral tudi predsednik sindikata nogometnega, Dejan Stefanovič. Pa tudi Aleksandar Čeferin je igral občasno, zlasti pol veliki nogomet, za katerega smo ustanovili še eno dodatno društvo, pravniško. Tako da je bilo nekako kar naravno, ker si se družil v tem okolju, da si tudi deloval na tem področju. Pol od 2003 dalje sem organiziral tudi malo nogometni turnir za pravnike, se pravi na letni ravni. In zdaj mislim, da bo 15. po vrsti, 15 let že to delam. Na ta način sem bil ves čas aktiven. Potem sem nekaj časa
sodeloval tudi z Spinsom, en zelo kratek obdobje, na kar sem pa spoznal tudi Darka Klariča, s katerim sva potem sodelovala predvsem na pravnem področju. Sem pomagal tudi NK Bravu. Vmes sem bil še v nadzornem odboru NK Celja, kjer sem predvsem nadziral, kako se porabljajo sredstva in proračun in tako naprej. Bil sem pa seveda prisoten tudi pri raznih odločitvah, pri načinu funkcioniranja samega kluba Celje, tako da sem pač pridobil tudi izkušnje iz tega naslova, oziroma kaj so vse problemi lahko nogometa, zlasti nogometa v prvi ligi. No, potem pa s časoma, več kot sem delal, več kot sem sodeloval z NK Bravom, pač globje si povezan s klubom, predvsem na tej regulativni ravni. Morda me ni bilo, oziroma gotovo me ni bilo veliko videti, bodi si na tekmah, bodi si med ekipo, med strokovno ekipo Brava ali pa med člani. Kar pa še ne pomeni, da nisem bil prisoten v vseh teh regulativnih momentih ali pa stvarih, ki jih je bilo treba urediti na klubu. In tudi ta ustroj kluba, ki ga imamo danes, s povezano pravno osebo, medsebojnimi pogodbami, ta koncept, ki ga imamo, moram reči, da je plod mojega dela v povezavi z seveda iniciativo, nasveti in pomočjo Darka Klariča. Tako da posledično je pa to privedlo tudi do malo globih pogovorov z Darkom in nekako ugotovitvijo, da bi bilo koristno za klub, če bi lahko pridobil še enega človeka na tem odločujočem nivoju. Poskušam to vizijo, ki jo imamo, pač učinkovito nadaljevati, pa poskušati iskati načine, kako bi bili bolj inovativni ali pa bolj uspešni kot konkurenca. Namreč mene v nogometu, oziroma zlasti tudi za sam klub, pa recimo glede na položaj slovenskega nogometa, me zlasti skrbi trditev, pa statistika, ki definitivno drži, to je, da je klub lahko toliko uspešen, kakor se denarja noter vloži. In ker vemo, da v slovenskem nogometu in slovenski prostor in gledalci in medijske pravice in tako naprej ne dopuščajo, da bi ti z nogometom se lahko hranil v bistvu iz leta v leto, in da potrebuje ogromno nekih sredstev še dodatnih, da se proračuni izpolnijo, je potrebno biti še kako pozoren na kvaliteto dela, na strokovnost dela in imeti tudi pravo strategijo za to, da lahko najdeš svoje mesto, brez da je to pač neučinkovito metanje sredstev v neko dejavnost, ki na koncu ne prenese niti takih rezultatov, da bi lahko to na letni ravni pač se vrtelo oziroma pač uspešno se izpolnjevali. Seveda, pustiva NK Bravo za trenutek še na strani, kajti še tretja sfera vašega poklicnega delovanja obstaja, poleg prava in nogometa ste tudi v diplomaciji. Nam lahko razložite kaj več oziroma kakšno funkcijo opravljate? Jaz sem častni konzul Republike Latvije v Sloveniji. To pomeni, da povezujem latvijsko poslovno in kulturno sfero z Slovenijo in povezujem pač ljudi, ki bi imeli radi interakcijo na tem področju z državo Latvijo. Se pravi, organiziram sestanke tam, če je potrebno, grem tudi s kakšno gospodarsko delegacijo tja in tam imam lažji dostop do teh, državnih
inštitucij in jim lahko organiziram pač marsikakšen sestanek, zato da se stvari hitreje in bolj učinkovito lahko preverijo, ali obstaja pač interes za sodelovanje, in enako nudim pač latvijskim podjetjem v Sloveniji, pa latvijskim državljanom nasploh. Seveda imam pa zraven tudi konzularne zadolžitve, kar pomeni, da latvijskim državljanom, ki imajo tukaj kakršenkoli problem, težavo, pač pomagam te težave rešiti. Za kar mi pomaga tudi dejstvo, da pač imam svojo odvetniško pisarno, kjer lahko nudimo support. Ampak ne kot odvetniki, v tem primeru kot častni konzul, to ni v bistvu, da upravljamo odvetniške storitve za njih, ampak da jim preprosto pomagam iz težav. Taki primeri so tudi izdaji začasnih potnih listov, začasnih listin, da lahko pridejo domov, če so jo kle zgubili ali jim je potekla ali karkoli. Zlasti tudi teh težav pride, ko latvijski državljani pristopajo šengensko mejo, ko grejo recimo polet na dopust na Hrvaško. Omenili ste že kar nekaj različnih izzivov, projektov, ki se jih kot predsednik lotevate, pa me zanima, kakšno je to vaše sodelovanje z Darkom Klaričem. Omenili ste, da ste se preko njega spoznali z nogometom oziroma konkretno z nogometnim klubom Bravo. So te njegove izkušnje in predvsem nasveti, ki jih deli, so najverjetneje neprecenljivi, glede na to, da je Darko toliko časa v nogometu in da je seveda v nogometu praktično kjerkoli se je pojavil, bil uspešen. Ja, seveda, to sodelovanje z Darkom Klaričem ima zelo velik pomen in tudi v bistvu name velik vpliv, ker je te izkušnje drugače, mislim, če bi jih na svoji koži mogel pridobivati, bi jih zelo dolgo časa pridobival. Kar se mi zdi zelo velika prednost Darka Klariča je ne to, koliko časa je v nogometu, ampak na kakšen način je v nogometu. Glede na to, da je pač zelo sistematičen človek, pa da tudi v svojem poslu, enako kot v nogometu, pač deluje zelo sistematično in preudarno in da svoje napake ali pa svoje v bistvu situacije, kjer se srečuje v nogometu, sistematično vedno zanalizira, tudi pomeni, da se na njih uči. In se pravi, da tisto, kar je po 12 letih posledica njegovega dela, je dejansko že skupek nek v bistvu vsota zoptimiziranih rešitev. Je to, kar ti on posreduje naprej, res nekaj, kar ima težo in veš, da ima vedno tudi ozadje, konkretno ozadje in konkretne izkušnje, da to niso neke ad hoc občutki, ki ti jih mogoče posreduje, ker v nogometu je zelo veliko ljudi, ki dela veliko leta, ki dela desetletja, pa niso vsi na ta način organizirani, da kopičijo svoje izkušnje in jih optimizirajo skozi čas, ampak pač se jim stvari ponavljajo, podajajo, zlasti v nogometu se mi to zdi, da je prisotno, da pač se stvari velikokrat delajo bolj ad hoc. In z tega vidika se mi zdi v bistvu zelo fajn in zelo koristno, da sodelujem z Darkom Klaričem, tako po osebni plati, kot seveda kot predsednik NK Brava, ker si pač v tej situaciji se mi zdi, da je to zelo koristno za klub, da ta počasen prehod v bistvu doživi to, da v bistvu Darko Klarič ves čas sodeluje pri samem delu kluba in je zelo aktiven in je v bistvu še vedno steber NK Brava. Sedaj, če se osredotočiva še nekoliko bolj na rezultatski del letošnje sezone, ekipi AŠK Bravo, torej članski ekipi nogometnega kluba Bravo, gre zelo dobro. Po 17 krogih so na drugem mestu v drugi ligi. Pa me zanima, kako ste vi zadovoljni s samim rezultatom in z delom v članski ekipi? Jaz sem z rezultatom zadovoljen, sploh zato, glede na to, kaj smo si zadali pred začetkom te sezone, tako da fantje so izpolnili začrtan cilj, zadani cilj. Zdaj malo v oči bode malo slabši zaključek sezone.
kar je treba ne smemo vzeti kot nek neuspeh, ampak moramo vzeti kot nek izziv in priložnost za izboljšanje. Pomembno je pa, da se na lastnih napakah skozi učimo, da se zavedamo, da je druga liga zelo, zelo izenačena liga, da je praktično neverjetno, da je še vedno 6-7 ekip zelo skupaj in v boju za prvaka. In da to, da smo mladi, nam ne gre v prid, ampak nas lahko v ključnih trenutkih tudi stane kakšne točke. Zato moramo na te stvari biti še posebej pozorni in delati na tem, da delamo čim manj napak, da imamo ta prav pristop, da nam morala ne pade, da se ne ustrašimo nobenega nasprotnika, ker jaz mislim, da za to ni absolutno nobenega najmanjšega razloga, glede na to, da imamo res dober strokovni štab, da se zelo dobro dela, da imamo fante, ki imajo odlično tehnično znanje in da smo absolutno lahko konkurenčni z vsakim klubom v drugi ligi in je potrebno v bistvu samo sam s sabo se nekako spopadati na dnevni ravni in sam sebe premagovati. Zdaj, če se še nekoliko zadrživa pri članski ekipi, verjetno veliko simpatizerjev oziroma podpornikov Brava zanima, kakšno je stališče kluba, če bi bili rezultatsko uspešni in bi se na koncu letošnje sezone uspeli bodisi prebiti neposredno v prvo ligo ali v dodatne kvalifikacije. Se bo NK Bravo soočil s tem izzivom ali ne? Seveda, NK Bravo se bo absolutno soočil s tem izzivom in ga tudi sprejema, kolikor bo do tega prišlo. Kar bi tukaj poudaril, je, da mi z rezultatom ne smemo biti obremenjeni. Če bo do tega prišlo, mora priti po naravni poti z pravim pristopom na vsaki tekmi in moramo samo gledati na svojo igro, graditi svojo igro in če nas bo to prineslo do vrha lestvice in nam bo to omogočilo nastopanje v prvi ligi, potem jaz ne vidim nobenih težav, da tudi vstopimo v prvo ligo. In bomo ta izziv sprejeli, ker želimo tudi v klubu dati vedeti vsem igralcem in tudi članom, da pač tisto delo, ki ga vložijo in ta napor, ki ga vložijo v igro, v rezultat, da mora biti poplačan s tem, da se pač da se jih nagradi s tem, da se pač v prvo ligo tudi vstopi, ne da se potem jih vrne nazaj v drugo ligo. Tako da mi dejansko smo pripravljeni na ta izziv. Rad bi pa še enkrat poudaril, da ne smemo biti obremenjeni z samim rezultatom. Videli smo, kaj pomeni, se pravi, zaključek druge lige, zaključek tega dela prvenstva nam je jasno pokazal, da so tudi momenti, kjer smo lahko ranljivi, in v prvi ligi bo to še toliko bolj zahtevno in moramo zagotoviti možnosti, da bomo tudi, če pridemo v prvo ligo, lahko igrali z mladimi igralci v članski ekipi. Ker če bo vstop v prvo ligo pomenil, da bomo mogli igrati z starejšimi igralci, mladi bojo pa na klopi, to ni tista vizija, ki jo klub ima in bi bilo kontraproduktivno glede na odlično nogometno šolo, ki jo ima. Tako da mi moramo priti v prvo ligo na način, da bomo tudi v prvi ligi, če pridemo tja, lahko igrali z ustreznim mladim kadrom. Čim več mladih, jasno je iluzorno pričakovati, da bomo samimi mladimi igrali, to je nemogoče, ampak da še vedno lahko nekatere mlade igralce tudi v prvi ligi kalimo, je pa skoraj pogoj za to, da se to gremo, kadar drugače se mi zdi, da zadeva malo razvodeni. Torej, filozofija mladinske šole, če prav razumem, ostaja ista. Torej, vzgoja mladih nogometašev, kjer pri nogometnem klubu Bravo dobijo ne samo nogometno znanje, ampak tudi, lahko bi dejala, nekakšno šolo za življenje. Torej, to ostaja v filozofiji Brava isto. Ja, tako je. To je v bistvu bistvo delovanja kluba je ravno to. Delo z mladimi igralci, delo z njihovimi tako osebnostmi kot z njihovimi fizičnimi predispozicijami. Vse to je pač zelo pomembno in tukaj tudi klub vidi svojo dodano vrednost, ker če bi hoteli imeti klub z članskimi
igralci, starejšimi članskimi igralci, pol verjetno ne bi bilo treba 12 let graditi te šole tako sistematično, delati na njej, imeti dobre rezultate z mladinskimi selekcijami, zato da boš pol na koncu po 12 letih imel eno člansko ekipo, ki bo nastopala v prvi ligi. Ne? Tako da mislim, da je to bistvo. No. Mi moramo delati na mladih še naprej, mi moramo celo tako, mi moramo delati tako kvalitetno z mladimi igralci, da bo čim več mladih igralcev tudi lahko nastopali v prvi ligi, ko bo za to prišel čas. Ker sicer se pač vse ostalo bi bilo v nasprotju z strategijo in celotno vizijo dosedanjega dela. Gospod predsednik Luka Brezovec, najlepša hvala za vaš čas in pa za tale pogovor in želim vam seveda še naprej uspešno vodenje tako svoje odvetniške družbe, kot tudi seveda nogometnega kluba Bravo. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav tako hvala za vašo pozornost, uživajte v teh prazničnih dneh in se vidimo prihodnje leto. Nasvidenje!